Noč je nad vso državo prinesla padavine, celo rekordne, in močan veter, ki je pihal s hitrostjo do 90 km/h. Voda je zalila hiše, veter pa je podiral drevesa in odkrival strehe. Jutro je padavine k sreči odneslo, gladina vode je naraščala še vse dopoldne in zaradi tega je bilo zaprtih tudi nekaj osnovnih šol. Ponekod so jih učenci zaradi poplave zapustili prej kot običajno. A dobra novica je, da bo v naslednjih dneh spet vse v redu. Kaj pa so razlogi za takšno neurje? 16. oktobra je nad Karibsko otočje privršal orkan Gonzalo, ki je na Tirajske otočke prinesel obilo dežja in vetra. Ta je podiral drevesa, ena oseba je tudi umrla. Orkan Gonzalo se je nato začel pomikati po Atlantskem oceanu proti zahodni Evropi. Čeprav je Veliko Britanijo in Irsko dosegel le rep orkana, je povzročil močne vetrove. Številni ljudje so bili poškodovani zaradi padajočih drevesnih vej, ena oseba pa je umrla. Orkan nastane iz tropske nevihte nad toplim morjem. Nad morjem se tako topel zrak zelo hitro dviguje, ob srečanju s hladnim zrakom, ki toplega potisne v stran, pa se zrak začne sukati. V sredini se ustvari prostor, ki mu rečemo tudi oko orkana oziroma ciklona. Iz toplega zraka pa začne izperivati topla voda, ki se spreminja v oblake in dež. Ko je rep orkana Gonzalo prišel nad Evropo, je že izgubil moč. Hkrati pa je s severa začel pritekati zelo hladen zrak, ki je dosegel tudi Slovenijo in prinesel velike količine padavin in vetra. Tako smo imeli ob pritoku tega mrzlega polarnega zraka proti Sloveniji, seveda ob samem prehodu vremenske fronte, kar burne vremenske procese. V prihodnjih dneh bodo še vedno možni sunki severnega vetra. Vremenoslovci pa tako močnih padavin, kot so bile danes ponoči, ne pričakujejo.